V rubriko Glas ljudstva nam je tokrat pisal Tine, ki ga zanima, zakaj je pri šahu 8 kmetov in ne 8 konjev. Dragi Tine, ker mi o šahu vemo približno toliko kot Američani o carinah, se pravi, pravila si sprot zmišljujemo, se bomo s kamero raje preselili na tiskovno konferenco Ministrstva za solidarno prihodnost, kjer se seveda ukvarjajo s takimi življenjsko pomembnimi vprašanji. Tine to odgovarja Simon M. Danes odpiramo javno razpravo o nečem, kar dolgo časa ni bilo razumljeno kot prostor sistemske neenakosti, šahovska plošča. Po stoletjih simbolnega zanemarjanja delavskih in socialnih razmer v igri šaha smo končno začeli odpirati nova vprašanja o mobilnosti, dostojanstvu in pravičnosti figur. S tem projektom naslavljamo perečo simbolno neenakost, ki skozi igro reproducira družbene razrede, spolno vlogo in razlike med privilegiranimi in neprivilegiranimi. Naš cilj je, da do leta 2028 skupaj z zainteresirano stroko pripravimo nabor priporočil za vključujočo, pravično in bolj empatično šahovsko igro. Torej, če pogledamo realno situacijo na plošči, vidimo, da se kmet lahko premakne samo eno polje naprej in še to le pod pogojem, da nikogar ni pred njim. Zakaj nikoli nazaj, zakaj mu ni dovoljen konj, zakaj je omejen in kaj se zgodi, ko pride do konca, takrat in samo takrat lahko postane kaj več, a tudi to ni zagotovljeno, odvisno je od okoliščin, od tako imenovane strateške presoje, tako da spoštovani, tu ni napredek, tu je meritokracija, ki služi le elitam v zadnji vrsti. Ti tihi delavci prve linije so prvi, ki padejo in edini, ki nimajo imena, medtem ko druge figure, zlasti konj in kraljica, lahko manevrirajo s popolno svobodo, a tudi ta svoboda ni njihova. Kraljica sicer leti po plošči, ampak ne zase, brani kralja, moškega, ki se lahko premakne le eno polje, a vseeno vlada. To niso vprašanja igre, to so vprašanja vrednot, ki jih moramo naslavljati tudi na šahovnici. Posebej zaskrbljujoča pa je barvna komponenta. Šah se začne z dvema barvama, se pravi na eni strani bela, na drugi strani črna, a vedno začne bela. In zdaj se vprašajmo, kaj to pomeni za mlade, ki šah igrajo vsak dan in nezavedno ponotranjijo svet, v katerem je začetna prednost dana tistim, ki so bili zgodovinsko že tako ali tako v prednosti. To ni le tradicija, to je ponavljanje neenakosti. Ta vlada je dokazala, da lahko gradimo dostopne in pravične rešitve tudi tam, kjer jih prej nismo pričakovali, se pravi v stanovanjski politiki, v trgu dela, v skrbstveni zakonodaji in zakaj ne tudi v šahu. Zato naj zaključim stavkom, ki povzema našo usmeritev. Naj živi enakopravna šahovska družba, kjer nihče več ne bo umiral za kralja. Hvala vsem, ki pri tej spremembi sodelujete.